demokratske stranke, ki je namenjena tistim, za katere se vsi zagotovo strinjamo, da upravljajo plemenito poslanstvo, to je gasilcem. V SDS smo pripravili predlog zakona o dopolnitvah zakona o pravilih cestnega prometa, s katerim predlagamo rešitev, ki bi bila v korist za večjo varnost tako poklicnih kot nepoklicnih gasilcev, pa tudi vseh drugih udeležencev cestnega prometa in je hkrati enaka, kot jo poznajo prav vse sosednje države. Prostovoljno gasilstvo je na nek način dediščina nekdanje Avstro-Ogrske in enako velja seveda tudi za Avstrijo, Hrvaško. In v vseh teh državah, pa tudi v Nemčiji, imajo gasilci takrat, ko so vpoklicani, bodisi da gre za poklicne gasilce, ki pač so v izmeni, ki tisti trenutek ni dežurna in morajo torej priti na zborno mesto, bodisi da gre za nepoklicne gasilce, ki pridejo na zborno mesto v svoji vasi oziroma gasilskem domu, pravico do uporabe signalov, da so na nujni vožnji. V Sloveniji te signale določa zakon in naš predlog je usklajen z že veljavnimi v zakonu, to se pravi, gre za uporabo modre luči s sireno. Kadar bi prišlo do vpoklica bodisi nepoklicnih gasilcev, ko bi prišlo do nekega požara ali druge naravne nesreče, bodisi do poklicnih gasilcev, ker bi bila nesreča, ki bi se zgodila take velikosti, da bi bil potreben vpoklic bodisi dodatne izmene ali pa celo celotne poklicne enote, takrat bi torej tisti, ki bi šli od doma do zbornega mesta, imeli pravico namestiti na avto modro luč in uporabiti svetlobni in zvočni signal, s katerim bi obvestili vse, da so na nujni vožnji. To bi bilo torej v interesu tako tistih, ki bi v danem trenutku potrebovali pomoč, se bi ta pomoč prišla hitreje. Po drugi strani pa tudi že pri sami vožnji bi to pomenilo dodatno zaščito gasilcev na nujni vožnji, takrat še z njihovimi osebnimi avtomobili, ker bi bili vsi ostali udeleženci v prometu obveščeni, da gre za nujno pot, in po drugi strani seveda za zaščito gasilcev samih. Zato sem trdno prepričan, da je rešitev, ki jo predlagamo, ustrezna, je pa zapisana tako, da zajema prav vse, se pravi tako prostovoljne gasilce, kot tudi poklicne gasilske enote po poklicu in obenem omogoča fleksibilnost. To ne pomeni, da bi kar tako vsi prejeli pač to pooblastilo in pa modro luč, ampak da bi o tem odločil poveljnik občinske gasilske enote na osnovi občinskega načrta pač aktiviranja gasilcev oziroma alarmiranja. Na ta način bi se lahko odločili, kateri dobijo to prvi, kateri kasneje, oziroma kdo je do tega upravičen in kdo ne. Zato, da ne bi prihajalo do napak ali do zlorab, v zakonu predvidevamo, da bi vsakdo, ki bi bodisi prostovoljen ali poklicen gasilec, ki bi imel pravico do uporabe te modre luči, moral najprej opraviti ustrezno izobraževanje, o čemer bi odločil zopet poveljnik občinske gasilske enote na osnovi načrta alarmiranja in potem v 8 dneh po uspešno opravljenem izobraževanju, katerega vsebino bi s pravilnikom predpisalo ministrstvo, bi mu izdal poveljnik ustrezne tudi pisno potrdilo in pa seveda ustrezen material, tako da bi lahko potem to uporabljal. Da ne bi prišlo do zlorab, so možne različne rešitve. Osebno mislim, da je zelo dobra tisto, ki jo predlaga Nejc Štremfelj iz kranjske poklicne gasilske enote, ki je tudi na nek način iniciator te ideje. To pa je, da bi bil preprosto ta modri modul, kot mu rečemo, vezan ob vključitvi na GPS sistem. S tem bi rešili dve stvari. Prvič bi se točno vedelo, kdaj se vključi in na ta način bi bilo praktično nemogočene zlorabe. In po drugi strani bi tisti, ki bi v dežurnem centru spremljal prihod dodatnih prostovoljnih gasilcev ali pa poklicnih gasilcev v gasilsko enoto, kadar bi šlo za aktiviranje dodatne izmene oziroma celotne enote, točno vedel, kje se kdo nahaja, kako hitro napredujejo in kdaj bo torej enota ustrezno in popolnjena in bo lahko štartala
v polni opremi ljudem na pomoč. Toliko z moje strani za uvod. Če je